Sledi 7. točka, elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Selnica ob Dravi. Poroča uvodoma Karl Lamprecht in kasneje še poročevalca Andrej Sitar, direktor podjetja Varinger d.o.o. in dr. Damjan Koletnik iz podjetja Varinger d.o.o. Hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Torej, občina Selnica ob Dravi je dne 18.12.2015 pričela s postopki izbora koncesionara za upravljanje storitve gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi. Izveden je bil postopek konkurenčnega dialoga v skladu z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Postopek za podelitev koncesije je vodila strokovna komisija, ki jo imenoval župan. Končno ponudbo so oddala 3 podjetja, pri čemer je strokovna komisija predlagala ponudnika, ki je med drugim najbolje izpolnjeval zahteve iz naslednjih 3 kriterijev. Cena izvajanja GJS, ustreznost in skladnost elaborata, investiranje v nadaljnjo širitev kanalizacijskega omrežja. Ta ponudnik je bilo podjetje Varinger d.o.o. v skupni ponudbi z Geotada, Darko Recek SP, SGP Mestner d.o.o. in VDL, Wasserdienstleistungs GmbH. Z izbranim ponudnikom so se opravili številni razgovori, na podlagi katerih je ponudnik pripravil predstavitveni dokument, ki med drugim podaja natančno razložitev elaborata. Direktor podjetja Varinger d.o.o. gospod Andrej Sitar in tehnični direktor podjetja gospod dr. Damjan Koletnik vam bosta sedaj predstavila koncesijsko upravljanje lokalne gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naši občini. Spoštovani svetniki, gospod župan, občinska uprava in ostali, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Andrej Sitar, direktor podjetja Varinger. Podjetje Varinger je bilo na razpisu za upravljanje javne gospodarske službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izbrano za koncesionarja. Na razpisu so v prvotni fazi bili 4 ponudniki, v drugi fazi pa 3 ponudniki in bili smo izbrani kot najugodnejši in pa kot najustreznejši izvajalec. V skladu z zakonodajo smo pripravili tudi elaborat o upravljanju javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ga bomo danes potrjevali. Pripravili smo elaborat, ki zajema nekatere novosti na področju izvajanja javne gospodarske službe, cene so usklajene z metodologijo, zagotavljajo ohranjanje vrednosti vaše nove komunalne infrastrukture, se pravi kanalizacije in nove čistilne naprave. V nekaterih postavkah je bilo potrebno cene uskladiti z metodologijo, v nekaterih postavkah pa smo prišli tudi do cenejših storitev. Glede na to, da smo v vaši občini nov izvajalec, bomo na kratko predstavili naše podjetje, da se boste seznanili. Odbor za gospodarstvo se je že na torkovi seji. Jaz bom na kratko predstavil, se pravi, naše podjetje in pa način izvajanja. Gospod Koletnik pa bo kasneje predstavil cene, primerljivost cen z ostalimi občinami in pa na pobudo dr. Krmeljeve, gospoda Tataloviča in gospoda Lazarja smo pripravili tudi simulacijo nove položnice za 10 kubikov odpadne vode za lažno preglednost, kakšno bo novo stanje. In sicer smo del avstrijskega podjetja Energija Gem. Na področju komunalnega gospodarstva smo dejavni 20 let, natančneje drugo leto bomo praznovali 25-letnico. V podjetju imamo več oddelkov in skrbimo, se pravi, za brezhibno delovanje kanalizacijskega omrežja, za učinkovito in ekonomično delovanje čistilnih naprav na vodovodnem segmentu, pa za izmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju. Imamo, se pravi, mednarodni know-how, smo podjetje z ekološko usmerjenostjo, smo tudi akreditirani za preizkušanje tesnosti kanalizacijskih in vodovodnih sistemov, imamo dovoljenje ARSO-ta za prevoz
in pa posredovanje nevarnih in nenevarnih odpadkov. Se pravi, del storitev tudi izvajamo pod imenom Odtok, predvsem za čiščenje odmaševanja ne samo na javni infrastrukturi in pa tudi v zasebnem delu, tako da bomo lahko ponudili kompletno storitev na področju kanalizacije. Glede referenc delujemo na področju celotne Slovenije z glavnino v štajerskem koncu, se pravi, imamo dve poslovni enoti, eno v Mariboru, kjer je cirka 80% naših storitev in pa v Ljubljani, kjer skrbimo za intervencije na področju zamašitev, odmaševanj in podobnega. V voznem parku imamo trenutno 10 različnih vozil, od tega 2 za črpanje grezničnih goš in pa blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter čiščenje kanalizacije. Sedaj smo se tudi opremili z novim vozilom za teže dostopne terene, glede na to, da je v vaši občini kar nekaj greznic, ki so teže dostopne z tovornim vozilom, imamo manjše, tako da bomo lahko tudi njim pravzaprav upravili to storitev, kar je v nekaterih občinah pač manjša težava. Na razpisu smo se prijavili 4 podjetja, in sicer mi kot nosilec javne gospodarske službe, našo sestrsko podjetje iz Avstrije, ki ima v upravljanju v skupini 250 čistilnih naprav. Predvsem bo skrbelo, se pravi, za podporo izvajanju in pa za optimizacijo delovanja čistilne naprave. Tukaj bo treba, ko bomo začeli, se pravi, optimirati, da bo delovala tako, kot je potrebno. Ob tem smo ponudbo dali za podjetjem SGP Mesner, ki bo skrbelo za gradbena in pa strojno vzdrževalna dela, in pa Geotada Darko Recek SP, ki bo pristojno za vodenje katastra. Se pravi, za naše strani bomo tako upravljali in vzdrževali kanalizacijsko omrežje in pa čistilno napravo, se pravi, upravljali obračun in pa izterjavo pristojbin, se pravi, bomo pošiljali položnice občanom, vodili evidence in pa pripravljali elaborate in pa skrbeli nad celotnim vodenjem projekta. Tako bomo na eni strani, se pravi, skrbeli za odvajanje, kar pomeni za vzdrževanje in pa čiščenje javne kanalizacije. To pomeni, da bomo redno pregledovali črpališča, vtočne objekte, razbremenilnike in pa daljinsko upravljali z programom SCADA, se pravi, da bodo vse motnje, ki bodo na omrežju ali pa črpališčih, da bodo, se pravi, preko SMS sporočil v naš klicni center prihajali, da bomo potem lahko tudi pravočasno odreagirali. Se pravi, upravljali bomo čiščenje kanalizacije, predvsem zdaj, glede na to, da imate en del novi in pa drugi del stari, je potrebno, se pravi, tisti del, ki je novi, smatramo, da je očiščen, pregledan, da dobro deluje, predvsem pa se posvetiti tistemu starejšemu, da bo optimalno deloval. Na drugi strani smo opremljeni tudi z snemalnimi vozili za snemanje kanalizacije, kar pomeni, da lahko ugotavljamo stanje, če prihaja, ne vem, do porušitev ali depresij, pogostih zamašitev, da vidimo, zakaj se pravzaprav to dogaja. To v skladu z letnimi poročili, ki smo jih spremljali v preteklosti, je bilo zelo malo narejenega na tem področju. Prav tako bomo skrbeli, se pravi, za odvoz in čiščenje greznične gošče, za tistih, ki niso priklopljeni na kanalizacijsko omrežje, in pa za črpanje, se pravi, blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Tu smo uvedli nov sistem obračunavanja, kjer ne bo več slabe volje glede pošiljanja nekih dopisov, ampak bomo to zaračunavali mesečno, da ne bodo potem gospodinjstva obremena z enim visokim zneskom. To bomo kasneje malo razložili, na kak način bo to delovalo. In pa seveda skrbeli bomo tudi za obdelavo blata na centralni čistilni napravi, kjer je potrebno potem to blato, ki po čiščenju ostane, oziroma mulj, odpeljati na sežig. Se pravi, glavni stroški za izvajanje
javne službe odvajanja so elektrika, črpališč, čiščenje kanalizacijskih sistemov, deratizacija, snemanje omrežja, to so tisti, ki so na področju odvajanja, ki se navezujejo na kanalizacijsko omrežje in pa črpališče. Na drugi strani bomo seveda skrbeli za vašo novo lepo čistilno napravo, kjer bomo redno fizično prisotni, kjer bomo zagotavljali tudi daljinsko krmiljenje čistilne naprave, spremljali parametre in pa izvajali monitoringe, imamo spostavljeno tudi dežurno službo, tako da tudi če pride v nočnih časih ali pa v času, kjer so nalivi, povečane padavine, da se ustrezno reagira. Vodili bomo obratovalni dnevnik čistilne naprave, poročali in pa seveda, tako sem že prej rekel, odvoz mulja na sežig in pa tudi odvoz je potrebno zagotoviti komunalnih napadkov, ki se nabirajo na grabljah. Glavni stroški povezani z upravljanjem čistilne naprave so zopet elektrika, to je en izmed glavnih stroškov, in pa potem kemikalije, laboratorij, izvajanje monitoringov, potem odvoz mulja na sežig, potem pa voda in pa v tej ceni je tudi zajeto potem čiščenje blata iz greznicih malih komunalnih čistilnih naprav. Pri administrativnem delu je pa seveda ena izmed postavk, se pravi, da bomo skrbeli za pošiljanje faktur, položnic uporabnikom. Tukaj imamo spostavljen sistem od podjetja BAS, ki je kompatibilen z Mariborskim vodovodom, kar pomeni, da bo Mariborski vodovod nam izvozil podatke, kjer bomo mi v naš enak sistem uvozili in pravzaprav bo zelo enostavno potekalo zaračunavanje. Zdaj sta imela sedanji upravljalec kanalizacijskega omrežja in pa koncesionar za oskrbo s pitno vodo dva različna programa, tako da tukaj bo potem enoten in bo, mislim, da enostavno potekalo. Se pravi, skrbeli bomo tudi za vplačevanje okoljske dajatve na isti položnici in pa potem, se pravi, mesečni in letni obračuni, kjer je potem potrebno FURS-u to poročati in prenakazovati. Obveščali bomo uporabnike javne službe z obvestili na položnicah v lokalnem časopisu in pa na spletni strani, kjer bomo za vaše občane in za vas uvedli posebno oknico, kjer bojo vse pomembne številke, objavljeni ceniki, vse informacije, da se bodo lahko seznanili, kje je potrebno kaj naročiti ali kakšne informacije v zvezi z storitvami. Na drugi strani je potrebno tudi zagotoviti vodenje operativnega katastra. To smo rekli, da bomo s podjetjem Geotada, ki ima pravzaprav zelo dosti izkušenj na tem področju, in pa vodenje, se pravi, vseh predpisanih evidenc, sestavo elaboratov, programov, odvajanja in čiščenja in pa poročanj, kot je potrebno v skladu z zakonom. To so tiste glavne zadeve, ki bomo jih izvajali. To je bil ta administrativni del. Zdaj bi pa prosil gospoda Koletnika, da bo predstavil tudi, se pravi, cene izvajanja, primerjavo z ostalimi občinami, potem pa smo oba odprta za vprašanja. Hvala lepo. Lepo zdrav vsem skupaj tudi z moje strani. En izmed večjih izzivov pri snovanju same ponudbe za izvajanje koncesijske dejavnosti v občini Selnica ob Dravi je vsekakor predstavljala sam popis podatkov in vhodni podatki o razpoložljivih priključkih, o razpoložljivi količini vode, o sami infrastrukturi in vse te naloge, ki bi nekako morale izhajati iz naslova predhodnega izvajalca gospodarske javne službe, kjer smo, kot se sami verjetno seznanjeni, srečali tudi s problemom, da sami elaborati v zadnjem tekočem letu niso bili posredovani, podatki, s katerimi je tudi sama strokovna služba občine in mi razpolagali, so tako bili
rečemo v začetni fazi bolj kot ne revni. Skozi te 10 mesecev samega razpisnega postopka se je na pobudo vseh ponudnikov nekako in tudi strokovnih služb oblikovala ponudba, ker je bilo zelo zanimivo, da so bila najnatančnejša vprašanja postavljena ravno strani tistega, ki je do zdaj opravljal to dejavnost in ki bi v osnovi te podatke moral imeti. Ampak mi danes smo tukaj zato, da pač predstavimo ponudbo, katera je predstavljena, da posredujemo tisto zgodbo, ki je lahko tako ekološko vzdržna, kot tudi ekonomsko vzdržna. Ekonomsko vzdržna predvsem v tej smeri, da temelji tudi na podlagi, predvsem na podlagi predstavnik občinske uprave ponudba na tistih vrednostih, ki so sprejemljive tako zato, da se ne razvrednoti samo omrežje same naprave, da se lahko izvaja storitve, ki so zakonsko določene in da lahko ljudje tudi na koncu zadnje tudi si privoščijo oziroma plačajo. Nažalost je sama narava odvajanja in čiščenja komunalnih voda tista, ki je v tej državi med bolj podhranjenimi. Skozi vse te zgodovinske zamrznitve cen komunalnih storitev so bile te storitve vedno v ozadju in nekako, če gledamo vse te cene, katere mi danes primerjamo, so cene nivoja potrjene iz leta 2004-2006 v posameznih občinah in seveda se danes vi srečujete, mi srečujemo kot uporabniki vsi s to težavo, da enostavno mi skoka čez noč prevelikega narediti ne moremo. Zato smo mi pri tem uporabili vse, če tako rečemo, možnosti, ki nam jih zakon dopušča, znotraj metodologije o določanju cen, ki je bila objavljena v letu 2012, pa seveda niso morali mimo nekaterih novosti, ki so v preteklosti bile nekako izpuščene in se jih nekako niso drugi izvajalci varstva javne službe želeli lotiti. Tukaj imam v misli predvsem to, da se pač izkoriščalo, 17 pa 44 člen metodologije, ki govori o tem, da je uporabnik dolžan enkrat na 3 leta izprazniti greznico. Na drugi strani se pa 21. člen, ki pa govori, da se mora obračun te storitve obračunavati na podlagi dovedene komunalne vode oziroma sanitarne vode, se pa tega člena ni uveljavljalo in seveda je to prihajalo do razkoraka. Osnova tega elaborata, ki ga imate pred seboj, je popolna v eni manjši točki, recimo še je odstopanje z zakonom. Kje je odstopanje? Odstopanje je v tem, da je bilo v skladu z dogovorom z koncedentom dogovorjeno, da se same odvajanje padavinskih voda iz streh občanom ne zaračuna. To je tista rečemo kompromis, ki smo ga nekako na koncu sprejeli, zato da je stvar še bolj vzdržna, da je stvar še bolj tekoča. Za začetek bi pač mi, predlagal, da pregledamo obstoječe cene odvajanja in čiščenja. Mi se srečujemo z dvema skupinama uporabnikov. Eno so uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijsko mreže in so tako rekoč neposredni uporabniki čistilne naprave. Na eni strani, na drugi strani pa imamo uporabnike, ki imajo greznične objekte, pretočne, nepretočne ali male komunalne čistilne naprave. V skladu pri simulaciji za vse cene, primerjave cen, se je pri porabi vzela količina 10 kubičnih metrov sanitarne vode, ki se porabi na gospodinjstvo, da lahko lažje primerjamo med seboj stara cena, nova cena po uporabniku, kaj to pomeni v končni fazi, ker na koncu koncev nas zanima v bistvu, kaj to za uporabnika stane. Ko to primerjamo, upoštevamo tudi okoljsko dajatev, je tukaj cena predstavljena letni strošek za gospodinjstvo z 10 kubičnimi metri mesečne porabe 194 €, brez davka na dodano vrednost. Te cene tukaj so brez davka na dodano vrednost, kasneje bomo prikazali novo položnico, kjer pa tudi DDV vključen noter, ker seveda DDV se na dajatev ne obračuna, obračuna se samo na storitven del. Na področju grezničarjev, ko damo, je seveda to predpostavki, da je uporabnik tisti, ki je upošteval določila zakona, na pozive izvajalca tudi naročil črpanje enkrat na 3 leta 5 kubičnih metrov in njega letni strošek za to črpanje, vključno z okoljsko dajatvijo, ki jo plačuje, stal 138,51 €. Pri izračunu nove cen smo izhajali iz danih podatkov in podatkov iz čistilne naprave, ker se mi srečujemo za skupno letno količino komunalne vode 56.827 kubičnih metrov in z padavinske vode 46.173. Da razložim, kako je možno takšen natančen razmejitev med padavinsko pa med komunalno vodo. Ta razmejitev izhaja iz tega, da količina komunalne vode je količina vode, ki so jo gospodinjstva sprejela kot sanitarno vodo in je osnova za zaračunanje stroškov samim gospodinjstvom. Razlika med teh 46.000 pa razlika med vodo, ki skupaj priteče na čistilno napravo in teh 56.000 kubičnih metrov, ki jih dejansko strankam zaračunamo. Ob uporabi enakih predpostavk kot predhodno pri starih cenah, se pravi 10 kubičnih metrov porabe mesečno, okoljski dajatvi, ki je za 90% znižana zaradi tega, ker je zagotovljeno terciarno čiščenje na čistilni napravi skladno z zakonodajo in ob upoštevanju cen, novih cen izračunanih, se pravi nova cena odvajanja na kubični meter je 0,28 €, cena odvajanja padavinske vode iz javnih površin 0,25 €.
10% razliko med komunalno vodo in padavinsko vodo, ki jo vidite tako pri čiščenju kot pri odvajanju, izhaja pri postavki gostote same vode, ki priteče in samega stroška, ki z njo nastane. Na odboru za gospodarstvo je en vaš kolega zelo smotrno vprašal, zakaj pa sploh nastane strošek odvajanja z padavinsko vodo. Strošek odvajanja stane zelo enostavno. V samem konceptu, sami strošek odvajanja, ki je letni nivo, mislim, da 24-25 tisoč, bomo na koncu videli, predstavlja strošek električne energije samo za prečrpavanje te vode, ki priteče 14 tisoč evrov. Tako da je glavnina tega in sama črpalka ne loči, ali gre za padavinsko ali za odpadno komunalno vodo. Voda, ki priteče, se seveda mora prečrpati. Na čiščenju je zadeva povsem enaka, razvednilni bazeni, voda, ki priteče, mora se očistiti in gre ven. Seveda je pa količina blata, ki priteče tistega obdelanega, toliko manjša. Tudi količina blata se manj računa, če sam povem, predviden strošek letni za odvoz blata predelanega iz čistilne naprave je ocenjen na 6500 evrov glede na dane podatke. Glavnina novosti, ki smo lahko tukaj pri tem, bom rekel, kompletnem preračunavanju, upoštevanju zakonskih normativov dosegli je pa na omrežnini. Se pravi, mi smo v skladu z veljavno zakonodajo izkoristili 24. člen, ki dopušča lokalnim skupnostim, da lahko glede na stopnjo izkoriščenosti gospodarske javne infrastrukture tudi znižajo stopnjo same omrežnine. Omrežnina, zakaj je pomembna? Omrežnina je pomembna že zaradi tega, ker so vsi objekti, ki so tudi sofinancirani strani kohezijskih skladov, zavezani k izpolnjevanju normativa amortizacije. In vkoliko omrežnina ni omrežnina, v bistvu predstavlja amortizacijo za tiste objekte, ki so zgrajeni. In tu se srečujem z visoko omrežnino iz naslova tega, ker so seveda nove investicije, drage investicije. In kompletni znesek nove amortizacijske vrednosti je, mislim, da skupno okrog 7 milijona evrov. In če bi morali mi 7 milijona evrov amortizirati, lahko povem, da so bile tiste prve simulacije, ko sva z direktorjem premetavala cene, da je bila omrežnina na uporabnika čez 50 evrov. Danes imamo obe omrežnini skupaj na uporabnika 6,65 evra. V skladu s podatki, ki jih objavi pristojno ministrstvo in veljajo za leto 2016-2017, velja za stopnjo izkoriščenosti gospodarske javne infrastrukture v občini Selnica za 21,47% na področju čiščenja in 35,09% na področju odvajanja. Tukaj na podlagi vseh tih izračunov pridemo do novih cen, kjer imamo dve kategoriji, se pravi, imamo ena kategorija je uporabniki, kot smo prej povedali, to so rekel, vsa gospodinjstva priključena na javno kanalizacijo, kjer se iz prejšnjih 194 evrov dvigne letni strošek gospodinjstva na 220,18 evra. Pojavi se pa strošek odvajanja in čiščenja vode z javnih površin, ki predstavlja 43.484 evrov in bi ga lahko nekako povzeli kot ene vrste subvencijo občine za sprejemljivejše cene občanov. Ko se obrnemo na drugo zgodbo, se pravi na zgodbo odvajanja in čiščenja za lastnike greznic malih komunalnih čistilnih naprav, se srečamo z dvema tipoma uporabnikov. Na eni strani imamo uporabnike, ki imajo nepretočne objekte in male komunalne čistilne naprave, ter uporabnike s pretočnimi objekti. Nažalost je uporabnikov s pretočnimi objekti približno 99%, tako da je večina teh. V čem je razlika? Razlika osnovna je ta, da tisti, ki imajo nepretočne objekte ali male komunalne čistilne naprave, so enako kot uporabnike na kanalizaciji deležni ali pa upravičeni do 90% popusta, saj tudi njihovo na okoljski dajatvi, ker tudi njihovo odvajanje konča z terciarnim čiščenjem na čistilni napravi. Vkolikor gre za pretočni objekt, do te pravice nimajo. Sicer ni ne zakonskega, ne podzakonskega akta, ki bi predvideval kakršnokoli kontrolo tipa objekta in je sam tip objekta dolžnost in obveza uporabnika, da javi tip objekta izvajalcu gospodarske službe, mi pa te pravice, ne mi pa ne občina, nimamo preverjati, kakšen je tip. Ko upoštevamo mi, se pravi za tiste, ki imajo pretočne objekte, ker teh je največ, damo to primerjavo, pridemo do letnega stroška 116,43 evra. Vendar, ta strošek nastane redno mesečna položnica, koliko je bilo količine porabljene komunalne vode, sanitarne vode, se opravičujem, po 0,33 evra plus okoljska dajatev. Za ta denar se kaj ima uporabnik na voljo. Kot sem že prej povedal, ta uredba se zahteva obračun redno mesečno, predvideva pa tudi odvoz greznične gošče vsaj enkrat na 3 leta. Kar pomeni, da se kompletna količina grezničnih objektov, ki jih je v občini Selnica v tem trenutku 1012, razdeli na tretjine in se vsako leto 1/3 objektov uporabnike obvesti, odpelje. Povedano drugače, izvajalec gospodarske javne službe v tem primeru, se pravi, bo tisto tretjino naslednja 3 leta kreditiral, ker se storitev v bistvu plača za 3 leta v 36 obrokih.
Tisti, ki bodo drugo leto na vrsti, so ravno na lepi sredini in tisti, ki so tretje leto na vrsti, imajo plačano. Kaj se pa zgodi z uporabnikom, ki pa v vmesnem obdobju ni v planu, pa ima polno greznico, ima potrebo po črpanju? Seveda bomo tiste uporabnike vzeli interventno, se pravi, tudi če niso v planu, jih uvrstili na plan in takrat očistili in pač bo tiste trenutka v naslednji čez 3 leta spet na vrsti. Samo izvajanje teh praznin se ne bo čakalo na nobeno finančno realizacijo, ampak se bo izvajanje teh praznin verjetno začelo že pred izdajo prvih faktur uporabnikom z rednim planom, ki se bo potrdil in bodo mesečno šli. Razlika med samim stroškom, zakaj je taka razlika, zakaj so nižji stroški, pa je enostavno ta, da je cena, s katero smo mi ponudili in napram ceni, katera je bila danes za, če tako rečem, danes imajo občani na podlagi potrjene cene strošek 45 € na kubični meter, govorim za takso in z odvozom, kalkulativna baza tukaj pa 31 €. V bistvu gre pač za ekonomsko politiko ponudnika, v katerem smo pač mi lahko cenejši in ugodnejši. Tu izhaja ta razlika v ceni bistvena, da ne gre z drugo. Pri tistih, ki pa so, seveda, ki imajo nepretočne objekte, pa male komunalne čistne naprave, pri njih pa bo zadeva bistveno drugačna, pri njih pa je ta prihranek večji, manjši strošek in je skupaj vse zanj ceneje. Verjetno vas bo zelo zanimala primerjava zdaj cen na nivoju okoliških občin, sosednjih občin, primerljivih področij. Tukaj imamo podane, bom rekel, reprezentativne občine v tej okolici, Hoče Slivnice smo mogoče malo oddaljena, ampak vseeno nekje po velikosti približno identična, Kungota, Pesnica, Radlje, Muta, Buzenica, Maribor. Zakaj Radlje pa Muta? Enostavno zato, ker sta obe sodelovali v izgradnji čistilnih naprav v projektu odvajanja in čiščenja v Zgornji Dravski dolini in so po objektih zelo podobni, lahko primerjamo objekt čistilne naprave v Radljah z objektom v Selnici ob Dravi. Pri mariborski občini smo vzeli predlog, ker v trenutku, ko smo mi to pripravili, je bilo to rečeno, da bo potrjeno, še ni, ampak ta predlog predstavlja neko identiko tega, kar bi se naj zgodilo. Zelo pomembno so zadnje 3 kolone. Zadnja 3 kolona je tretja, če rečemo z desne proti levi, položnica za 10 kubičnih metrov po uporabniku, predstavlja to, kar bo dejansko uporabnik sprejel na položnici, če bo porabil 10 kubičnih metrov sanitarne vode, tej ceni je treba dodati 9,5% DDV. Naslednja zraven kolona je višina subvencije občine. Tukaj vidimo te subvencije, ki so in dejansko občina sama sebi subvencionira, kar ima na koncu v veliki večini primerov gre v subvencije predvsem za področja omrežnin. Omrežnina pa vemo, da ki jo poberemo, je proračunski prihodek. Omrežnina ni prihodek izvajalca gospodarske javne službe, ampak prihodek občine in je strogo namenski vir za izvajanje investicijskega vzdrževanja in nove investicije v kanalizacijsko omrežje in v črpalne naprave, prečrpališča. In kot tukaj vidimo, te občine, ki tukaj subvencionirajo večji delež, kar pomeni, da dejansko teh virov enostavno ne bo. In se potem te investicije ne izvedejo in sami sebe, če tako rečemo, siromašijo. To je najlepši primer, ki vam ga lahko da mariborska občina, glede na to, da sem se 5 let ukvarjal s tem problemom, pa skušal ga rešiti, pa ga niso mogli rešiti z mariborsko občino. To plavanje, ki se je dogajalo pri zadnjih nalivih v mariborski občini, je plod tega, ker se ne investira, ker se ne čisti kanalizacija, ker se ne popravlja kanalizacija. Enostavno imamo mi na področju odvajanja in čiščenja en problem, ki se mu reče, dokler odteka ni problema. Za vsakega uporabnika tako dolgo, dokler voda ne stoji recimo v najnižji točki hiše, če se lahko tako malo lepše izrazim, za njega to ni problem. Za vse nas, ki smo. Kakorkoli se ostavi, pa je problem. In težava v mariborski občini, boste videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih 2 letih. Glavni kolektori imajo tudi beležijo 150 in 170 let, niso bili odprti. In zato je tudi pri vas zelo pomembno, da se ta stari del kanalizacije presname, prečisti, ugotovi, odkot so ti vdori meteorne vode, ker če se voda ne nosi samo sama sebe, voda prenese tudi umazanije sabo. In sam prenos umazanije kamno skozi ta kanal bi lahko tudi novi del, rečemo tako, ne bom rekel poškodovala, ampak zamazala. Za lažje primerjavo imamo tukaj samo vaše stare in nove cene, tu je točno vidite 10%, da ne bo koga zavedlo, zakaj je tukaj 17,82, na prejšnjem slajdu bilo pa 18,35. Ta razlika je v okoljski dajatvi. Okoljska dajatev je določena iz državnega nivoja, zato je tukaj nismo zraven vključevali in predstavlja tisti fiksni del, ki je pač enostavno moramo zaračunati. In kot sem prej rekel, v proizvajalnih stroških samega odvajanja komunalne vode v 24.016 € je v samem, glede na znane vhodne podatke ob stroških električne energije, 14.000 € samo predstavlja električne energije za črpališča in za vodenje odvajanja.
Podobna zgodba je sestavila stroška tudi pri čiščenju, kjer pa moramo povedati nekaj. Če pogledamo skupno 90 689 evrov letni strošek izvajanja dejavnosti čiščenja in 27 000, se pravi, to je 118 000, banalizirano 120 000 letnega stroška. V vseh dokumentih, ki so bili izdelani za občino Selnica ob Dravi, se pravi investicijskih zasnovah, vseh planih, se samo na področju čiščenja predvideva letni strošek 200 000 evrov. Ne gre za to, da je nekdo stroške na eni strani napihoval. Gre se enostavno za to, da so časi takšni, kot so, da treba v teh časih zobe stisniti, delati na tisti točki, kjer še ne ogrožaš kakovosti storitve, ne ogrožaš, bom rekel, osnovnih sredstev. Verjetno se pa bo zgodilo v naslednjih 5-10 letih, da bo ta strošek se vedno bolj približeval tistemu, kar so že v štartu predvideli. Ker gledajte, zdaj imamo garancijsko dobo za čistilno napravo, bilo je uporabno dovoljenje in bili so vsi vodotelesni preizkusi za novo kanalizacijsko mreže, se pravi, tu v teoriji in praksi naslednjih 3 leta ne bi smelo biti težav. In seveda tudi to obdobje je treba preživeti, to obdobje je treba zalaufati, niso zdaj bili, kot sem že v štartu povedal, elaborati za vašo občino niso bili izdelani tako, kot bi morali biti izdelani, seveda je bila ta podhranjenost se čutila in zdaj se žalost tisti, kot smo prej rekli, podražitvi 10% ne moremo izogniti. Je pa res, da pa so tudi omrežnine vse vključene, da presenečenj z omrežninami ni. Kar se lahko zgodi v prihodnje, se seveda lahko zgodi, da bi se stopnja izkoriščenosti dvignila, da bo ministrstvo objavilo višjo stopnjo izkoriščenosti, jo bo treba korigirati in potem tudi pri omrežninah v 2018-2019 morda popraviti, vendar jaz bi pustil čas v čas, da čas pokaže. Mogoče samo še tisto le primerjavo, ko imamo narejeno za položnice, to, kar so tudi vaši kolegi izpostavili, evo, tu imamo simulacijo položnic, sekundica, takoj bomo. To je zdaj dejansko to, kako bo položnica za tiste, ki so priključeni na javno kanalizacijo, izgledala, če bodo porabili 10 kubičnih metrov vode. Pri sami položnici se srečamo z variabilnim in fiksnim delom. Fiksni del predstavljata obe omrežnini, variabilni del predstavlja strošek odvajanja, strošek čiščenja, okoljska dajatev. Za 10 kubičnih metrov, se pravi, to smo tisti imeli, gledajte, 18,35 brez DDV-ja z okoljsko dajatvijo in 20,04 z DDV-jem končna položnica. Za uporabnika, tisti, ki so uporabniki, lastniki greznic, je položnica 10,12 evrov. Če je lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave, to 5,37 evra, je pa tam okoljska dajatev 5,29 označena z rdeča. To je že tisti znesek, ki ga danes vsi grezničari prejmejo na položnici. Da ne bomo zdaj govorili, da mi pa na novih popolnoma obremenili. Zdaj pravi, če banaliziramo z davkom, za 5 evrov z davkom na mesec ima nekdo 36 krat 5 evrov, ima nekdo pravico, da se mu na 3 leta očisti kanalizacija, sprazni, 5 kubičnih metrov odpelje in naredi. Se pravi, zdaj pa če gledamo 5 kubičnih metrov krat 45 evrov je 225 evrov. Zdaj pa damo mi do 36 krat 5 evrov, pa pridemo, da je to 175 evrov. In to je ta razlika v bistvu v cenejši storitvi. Tukaj je še seveda tu vprašanje tudi tistih, ki niso lastniki vodomerov. Za lastnike, za tiste uporabnike, ki niso lastniki vodomerov, imamo po zakonsko gledano 2 možnosti. Prva možnost je, da se vzame enostavno količina določena strani ministrstva, to je 150 litrov na populacijsko enoto na dan. Druga možnost pa je, da se obračuna pavšal glede na povprečno porabe vode v posamezni lokalni skupnosti. Ta mislim, da znaša za občino Selnica 119,8, 120 litrov in ko 120 litrov pa rečemo, da je povprečno 3-članska družina, se štejemo, prijema na 10,8 kubika in smo dejansko na tem nivoju. Ker to smo se mi dva pogovarjala. Tako da, hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala poročevalcem. Elaborat je obravnavala statutarno pravna komisija in odbor za gospodarstvo in prosim oba predsednika, da predstavita stališča. Gospod Slivnjak in gospod Tatalovič. Lep pozdrav vsem še z moje strani. Statutarno pravna komisija se je seznanila z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Selnica ob Dravi ter ga predlaga v obravnavo oziroma kasnejši sprejem občinskemu svetu občini Selnica ob Dravi. Hvala še gospod Tatalovič, odbor za gospodarstvo. Ja,
Odbor za gospodarstvo je pripravil eno širno razpravo in ocenil, da je elaborat pripravljen pregledno in strokovno. Vse skupaj je potrebno še drugo poudariti, glede na zapleteno problematiko oziroma na množico predpisov, ki opredeljujejo to področje. Ocenili smo tudi, da so primerjalne tabele enostavne in razumljive. Zato na osnovi te razprave je bil na odboru za gospodarstvo sprejet naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo je obravnaval elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Selnica ob Dravi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. Hvala. Sledi razprava. Prosim, če se po vrsti priglasite. Vidim, da so razpravljavci gospod Fras. Sledi gospod Šteger. Zdaj, jaz seveda Varingeru čestitam glede na predstavljeno in sicer mu dajem prednost pred morda izbranim koncesionarjem, to je Nigradom, kajti leta 2014 smo sprejemali tudi en elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oziroma za odvajanje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za greznice. Takrat smo svetniška skupina SDS smatrali, da je oderuška cena v smislu, ker so želeli pri samem odvozu zaračunati 90 € premika, to je tisto, kot je olje pripela vsakemu, pa tavžno litro pa vsakemu računa prevoz. In smo uspeli, da je teh 90 € po ponovnem sklepanju, da so si premislili in smo zahtevali tudi izračun pri praznjenju greznic. Nisem pa imeli vpliva na ceno, kajti Maribor je imel ceno 31 € odvoza. Tokrat pa ima Selnica 45 €, če gledamo po današnjem elaboratu. To se mi pa zdi nepravično, kajte če smo vozili iz Maribora 30 km v Dogoše za 45 €, potem če od mene peljejo oziroma iz Hvale 5 km, pa zagotovo ne more biti 45 €, mora biti cena nekoliko nižja. Tu pa moramo, tu še pustimo odprto, da imamo za... Cena, ki je 31 € vključena na gospodarstvu, bila je 45, v današnjem elaboratu, ki imate pred seboj, pa cena je skalkulirana za 30,09 €, vključno z stroškom obdelave vlaka na čistilne naprave. Ja, takrat so tudi sprejeli sklep, da je odvoz, seveda skladno z državno odredbo, na 3 leta mora biti odvoz, kar je tudi v tem elaboratu, in sicer, da se ljudje lahko prosto odločijo, koliko kubikov pa bodo se dali odpeljati, od 1 do 10, in tako smo tudi s tem gospodinstvom postavili, da je to možno. Za 1 kubik smo, to se pravi povzročitelji, smo se sami odločali, koliko kubikov bomo pa se dali odpeljati iz greznic. No in na leto bi naj, oziroma na 3 leta bi naj bilo to 4,5, verjetno tudi 5 kubikov, in smatram, da bi povzročitelji ne bi rabili sedaj po vašem predlogu plačati mesečno, kajti nekateri bodo porabili veliko manj. Manj zaradi tega, ker je možno, da se poleti na morju, eni to imajo vikende in tako dalje, in so tam in bodo imeli v 3 letih veliko manj porabe, kakor bodo plačali skozi vaš predlog. Zato bi bilo meni smiselno, da gremo po starem, da plačam toliko, koliko sem povzročil vsi odpadnih teh gošča. Tako da bi jaz smatral, da bi bilo bolj primerno, da se odločim, koliko je greznica pač toliko polna, da je potreba po praznjenju, in se odločim za 1 kubik, sem pa za to plačal teh 60 € na ravni teh 3 let, ker pač nisem večji povzročitelj.
Tako da se mi tista prejšnja zdi pravičnejša, kot pa ta predlog, ki tukaj stoji. Ne. No, zdaj, v samo vsebino, ne, cen na komunalne čistilne naprave, tu je seveda lahko diskusija, da lahko tudi nižja. Jaz se zavidim, da konkurenčna cena teh 20 evrov skupaj zaračunano, ne. Ne morem pa, nisem pa sledil, koliko je bilo do sedaj cena, ki so jo selničarji že bili priključeni, koliko se jim kaj dvigovalo v stari čistilne naprave, ne. Ali se jim bo zdaj od 2-3 leta nazaj, pa do danes kaj bistveno poznalo, to bojo pa najbrž sami občani najbolj ali čutili ali kakorkoli že. No. Teda jaz teh izkušenj nimam, tako da se mi ta cena, ki vidim konkurenca drugih, zdi sorazmerno nekako pravična. Hvala, sledijo kar odgovori mogoče. Ne, pridi gor, da me zdrži. A teba tako? Ja. Da slišijo tudi gledalci. Gospod Fras, hvala za vprašanje. Seveda je, če govorimo o pravičnosti, ne govorimo o predlaganem sistemu, govorimo o zakonitem sistemu. O zakonitem sistemu. Sistemu si ni izmišljal sam koncesionar, ampak so podani v skladu z zakonodajo po metodologiji o določanju cen javnih komunalnih storitev, uradni list 89/2012 pa 109/2012, kjer je točno podano, kakšen sistem mora biti. Nažalost je predhodni izvajalec gospodarske javne službe v vaši občini in tudi v ostalih treh, pa lahko kar povem, ker sem sam bil sokreator tako koncesijske pogodbe v Šentilju, tako v Kungoti, kot tudi v Mariboru, pa v Pesnici, v letih dela koncesijske pogodbe v letih 2012-2013. To je bilo v letih, ko je bila ta metodologija pripravljena, potrjena, vendar še nihče ni jemal za mirodajno in se izvajalci gospodarskih javnih služb niso želeli dotakniti in so raje podlegli pritiskom posameznih lokalnih skupnosti, pa so pustili stvar tako, kot je bila. Danes smo leta 2016. Dobra tretjina slovenskih občin že ima elaborate skladne zakonodajo in vsi novi, ki sprejemajo, jih bodisi ali ne sprejmejo, ker jih ne morejo sprejeti nezakonite, ali sprejmejo take, kot jih zakon zahteva. Kar se pa tiče pravičnosti po porabi, je pa poraba tista, ki je najbolj merodajna, ker če nekdo mesec dni na morju, ima števec 0, ima račun 0. Čisto enostavno. In če bo pa nekdo porabil 100 kubikov, pa bo porabil 100 kubikov. Veste, ne, tisto je moral mi nisem vprašanje pravičnosti računa do uporabnika, tudi vprašanje pravičnosti do soseda, pa vprašanje pravičnosti do okolja. In če nažalost se ukvarjamo z ekološkimi normativi, potem jih moramo upoštevati na celotni črti. In tu gre za izključno in samo sledenje zakonodajnim normativom in iskanje tistega. Da vas še pa dam tukaj eno boljšo primerjavo. Poprečna cena izvajanja te storitve v Republiki Sloveniji po občinah, ki že imajo to uvedeno, se giba na nivoju med 0,33 do 0,35 evra na kubični meter. Mi smo na spodnjem nivoju 0,33 evra. Občina Slovenske Konjice, komunala Slovenska Bistrica, ti so nam najbližji, ki to izvajajo. Konkretno mi smo podizvajalec za komunalo Slovenske Konjice in ker tam tudi vozimo po tem sistemu, moram povedati, da so uporabniki blazno zadovoljni, zato ker ni, kot je direktor prej omenil, ni dobenih pritiskov, plani se naprej najavijo, ljudje si povejo, kdaj jim termin ustreza, pripravijo, ni potem tistih pritiskov, kje pa zdaj je pokrov, kje pa ni pokrov, se pride, se ščisti, se naredi in na koncu se moramo nekaj zavedati. Dejansko je ponavadi v greznicah na dnu blata, tistih je, vendar tudi voda, ki je nad blatom, ima von. In čisto nič ne škodi, če gledamo za zatiranje drugih škodljivcev, ki se lahko zaredijo v greznicah, da se dejansko greznica očisti. In namen zakonodajalca v širšem evropskem pomenu, ker je ta normativ v celi Evropi enak, je predvsem v tem, da se očistijo zadeve in da se zadeve seveda za uporabnika na dostopnem nivoju. Ne moramo mi zahtevati uporabnika, da bo on plačal v enem, če rečemo, kosu 260 evrov na vsaka 3 leta. Danes govorimo o 5 evrih 36 obrokov. Se pravi, je to 170 evrov. Smo v bistvu na 60% te cene. In ko ste sam dobro opazili, ja, res je, do zdaj je bila cena, ki ste imeli 31,31 evrov, odvoz plus 12,40 okoljska dajatev. Danes govorimo o 30,09 za odvoz in strošek čiščenja. Se pravi, se ta strošek razpolovil skoraj. Pa nas noter, če te pogledamo, te vidi. Vendar morava izhajati iz tega, ker če boste to razdelil, boste do teste cene skupne prišli. Upam, da sem govoril. Hvala. Nadaljujemo z razpravo. Gospod Štegar se... Aha, bi še vi, gospod direktor?
Jaz bi mogoče razložil še en pomemben vidik. Vkolikor uvedemo, se pravi, odvoz greznic na mesečni ravni, lahko temu porabnikom tudi zaračunamo omrežnino, ker bodo to vodo čistili na čistilni napravi. To je zelo bistven podatek, zaradi tega, ker če tega ne bi storili, bi celotna omrežnina za čistilno napravo, čeprav bomo blato od grezničarjev tudi čistili tam, se pravi, bi celoten strošek omrežnine za čiščenje odpadel na tiste, ki so priključeni na kanalizacijo. In glede na to, da je dosti več tistih, ki imajo greznico, bi bil po našem mnenju ta strošek nevzdržen. To je en vidik, na drugi strani je pa tako, da smo oblikovali ceno, se pravi, po porabljeni pitni vodi in v elaboratu je definirano, da znaša 0,16 evrov na kubični meter, se pravi, ki pade na odvoz in pa črpanje, in pa 0,17 za obdelavo blata na čistilni napravi. Torej, pravzaprav, če gledamo na 10 kubikov, bomo mi odvoz odpravili, se pravi, za 5 kubikov 57,60 evra, ostalo je strošek čiščenja blata na čistilni napravi. To bi še mogoče samo poudaril. Sledi gospod Šteger kot razpravljalec. Lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi rad povedal, da me veseli, da je občina Selnica ob Dravi pristopila k iskanju koncesionarja na tak način. Po torkovi seji odbora za negospodarstvo, oziroma za gospodarstvo se opravičujem, na kateri sem prisostvoval čisto tako, ker me je zadeva zanimala, pa tudi, da lahko danes malo bolje razpravljam, se mi postavlja še eno vprašanje, prav tako pa sem opazil nekaj, kar bom navedel v nadaljevanju. O upravičenosti cen ne bom sodil sam, bom pa prosil za vas strokoven komentar oziroma, da sami upravičite svojo ceno. Če se osredotočimo na tabelo, ki smo jo svetniki prejeli z cenami, z tudi končnim izračunom cen, v kateri so tudi navedene med drugim občine, ki so sodelovale v projektu Zgornja Drava, torej Radlje, Muta, Vuzinica in Selnica ob Dravi. In če se osredotočimo samo na te 4 občine, kot ste rekli, gospod Koletnik, da so relativno primerljive in pri teh občinah pustimo ob strani omrežnino, ki je relativno, bomo rekli, odvisna od tega, od pač cene, koliko smo dali za samo infrastrukturo, pomnožimo vse skupaj z 10 kubičnimi metri, kot ste to pomnožili vi, dobimo nek seštevek stroškov čiščenja in stroškov odvajanja v teh 4 občinah. Tako dobimo brez DDV v Radljah 9,76 evrov, na Muti 8,01 cent, v Vuzinici 9,31 evrov in v Selnici ob Dravi 11,17 evrov. Iz tega bomo zdaj izračunali, da boste za storitev odvajanja in čiščenja pri količini 10 kubičnih metrov mesečno v Selnici ob Dravi zaračunavali 1,41 več, kot zaračunavajo v Radljah, 3,16 več, kot zaračunavajo na Muti in 1,86 več, kot to zaračunavajo v Vuzinici, če ne upoštevamo davka na dodano vrednost, ki pa procentualno potem tudi ničesar ne spremeni. Če bi predlagali seveda najnižje cene med temi 4 občinami ali pa med nižjimi, prav tako pa, če bi bile vaše cene, če pogledamo na primerljiva območja tudi med nižjimi, seveda ne bi postavljal tega vprašanja. Sedaj pa se postavlja upravičeno in potrebno vprašanje za vašo obrazložitev te cene oziroma, da sami upravičite svoje predlagane cene. In še ena čisto pravna formalna zadeva. Če pogledate predlagani elaborat, natančneje primerljiva območja, kot smo rekli, je skladnost elaborata z uredbo MEDO zelo pomembna. Ta skladnost elaborata z uredbo MEDO je bila pomembna tudi v samem izbirnem postopku, kot je dejal uvodoma gospod Lamprecht. Med drugim v teh primerljivih območjih navajate
cifre za čiščenje komunalne odpadne vode, čiščenje padavinske odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode. Sama uredba in sama primerljiva območja pa zajemajo tudi odvajanje komunalne vode in pa tudi cene povezane z nepretočnimi greznicami. Tako, tega vi v elaboratu nimate zajetega, bi pa bilo verjetno, kolikor sam razumem, 9. člen uredbe MEDO to potrebno. Res je, da gre razmeroma pri celi zadevi za nepomembno stvar, ampak glede na cel postopek gre za zelo pomembno stvar. Prav tako pa samo opaska, recimo postavko, ki jo imenujete omrežnina za odvajanje, ustreza pravzaprav postavki odvajanje padavinske odpadne vode, če pogledate ta primerljiva območja. Ni omrežnina, ampak izvajanje. To bi bilo to. Hvala. Hvala. Sledi odgovor. Zelo enostavno si je številke primerjati, se z vami absolutno strinjam. Vendar, če bi želeli narediti pariteto, bi morali iti primerjati število objektov, morali bi primerjati število pretočnih, se pravi črpališč, porabo električne energije, ugotavljati, koliko je stopnja priključenosti, ugotavljati, koliko imajo oni naravno hidrologijo rešeno oziroma hidravliko rešenih samih padcev in bi potem lažje prišla. Kot je bilo v štartu povedano, se mi na področju odvajanja srečujemo v osnovi s težavo, da imamo več kot 60% celotnih stroškov dejavnosti samo z električno energijo črpališč, ker ni odvisno ne od mene, pa ne od vas. Tako da bi lahko zdaj jaz rekel, na koncu ostane, ko sem začel Hoče Slivnica, je skupna cena 1,86 evra za odvajanje pa čiščenje, mislim pa na €11. Tako da, če bi šli potem, se moramo zavedati, da elaborat, kot ste ga dobro naštudirali, elaborat je predračunska vrednost postavk na podlagi tistih zakonsko določenih normativov, ki morajo biti narejeni. In na podlagi teh vhodnih podatkov, ki jih mi imamo in na podlagi teh zgodb, pridemo do teh cen, ki so danes tukaj. Kar se potiče same sestave, je pa zakon zelo strikten elaborata in v točki 15 imate povsem opredeljeno odvoz greznične gošče in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, tako da ne drži navedba, da v elaboratu slednje ni obdelano, to je od strani 16 do strani 22 elaborata imate obdelana področje greznic. Hvala lepa. Hvala. Nadaljujemo. Gospod Setar, prosim. Jaz bi podaril še morda to, zelo natančno ste naštudirali naš elaborat in sicer res je, da so cene za odvajanje in pa čiščenje odpadne vode v teh dveh postavkah, ki ste jih omenili, se pravi višje, kot so pa recimo v Radljah ali pa Muti oziroma v Uzenici, ampak moramo vedeti, da je čistilna naprava izkoriščena samo z 20%. Torej pomeni, da celotno vzdrževanje te čistilne naprave nosi teh 20% uporabnikov, ki je priključenih. In glede na to, da se je omrežje izgradilo in da se bodo verjetno se bo razširilo, kjer se bodo priključili novi uporabniki, pomeni, da bo cena sorazmerno padala v naslednjih letih, se pravi več, kot bo priključenih na čistilno napravo in kanalizacijsko omrežje, se pravi, bo ta cena padala. To je popolnoma normalno, ker zdaj, se pravi, teh 20%, ki je priključenih, nosi celotne stroške in vekolikor bo več, seveda bo cena čiščenja in odvajanja padla, omrežnina bo pa zaradi izkoristka tega šla sorazmerno navzgor. To je potrebno upoštevati. Hvala. Hvala. Nadaljujemo s vprašanji. Gospod Slivnjak. Uvodoma tudi z moje strani pohvala občinski upravi, predvsem vsem tistim, ki so delali na zadevnem projektu in so se odločili za podelitev oziroma zbiranje ponudb glede koncesije
osebam zasebnega prava. Po mojem osebnem prepričanju so gospodarske družbe z zasebnim kapitalom ne samo v okviru teh, ampak tudi širših storitev, bom rekel, kvalitetnejše, doslednejše, hitrejše, za uporabnika boljše in na koncu seveda zaradi lastnega enostavnejšega ustroja tudi cenejše. Vendar sam elaborat je v končni fazi oziroma njegova potrditev, ki verjamem, da se bo danes tudi zgodila, povezana z koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba pomeni razmerje med koncesionarjem in koncedentom in tukaj je potrebno biti previden. Še posebej zaradi izkušenj, ki jih imamo na to zadevnem trgu. Zato sem prepričan, da je z pogodbo, ki je kolikor vem že parafirana in predvideva čas 15 let, kasneje me popravite, če temu ni tako, je zaradi tega možno prenehanje samo z razdorom pogodbe, ne pa tudi z odpovedjo. V tem primeru morajo biti razdorni razlogi precizno oziroma koncizno določeni in prepričan sem, da je občinska uprava pomislila na to in da so vsi ti razdorni razlogi v primeru, da koncesionar dela slabo, nekorektno, počasi, ne pojasni svojih nedejanj in tako vnešeni. Sedaj pa postavljam vprašanje. Ali parafiran osnutek koncesijske pogodbe predvideva možnost prenehanja koncesijske pogodbe brez pravnih in finančnih posledic za koncedenta, to se pravi občino, če elaborat, ki v bodočnosti morda predvideva bistveno spremembo cene, ni potrjen na občinskem svetu. In bi občina zaradi tega morala vložiti lastna, javna, velika sredstva kot subvencijo občine. Hvala lepa. Hvala. Sledi mogoče odgovor. Občina, gospod župan? Občina? Ni še teh detajlov narediti, vsekakor pa mi imamo možnost, če pride do neizpolnjevanja, bomo to podpisali. Dejansko pa nimamo mi zdaj pogodbo. Pogodbe ni podpisane, je pa kolikor vem priloga samemu razpisni dokumentaciji. In povem naslednje. V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta, ki je že bil sprejet, to je zakonska določba, in koncesijsko pogodbo veljajo določbe koncesijskega akta. Kar pomeni, da v pogodbi tega ne morete zapisati, če ni bilo v razpisni dokumentaciji. Posledice so pa lahko težke. In so bile že v preteklosti na mnogih kriterijih prikazane. A vemo, kaj s koncesijsko pogodbo zdaj, mislim, ni podpisana, ne morem debatirati, skratka, nimamo jo pred sabo in je to akt, ki ga danes ne sprejemamo. Je izdelana do konca že? Ma ni do konca izdelana, s tem imamo jo uskladiti. Koncesijska pogodba... Je to samo opozorila, mogoče bo opozorilo, ne? Glejte, vse ni zdaj na splošno, z tega pravnega vidika je lahko tako, kot ste povedali, jaz se to ne spuščal, ker niti tako detaljno se nisem spustil. Skratka, pogodba še ni podpisana. V koncesijski razpisni dokumentaciji osnova, kar je občina želela, je pa bilo to, da dobimo koncesionarja
ki bo izvajal javno gospodarsko službo po nekih cenah, ki bojo primerljive z ostalimi, in pa da bo imel možnost, glede na dobo koncesijske pogodbe, tudi vlagati v našo infrastrukturo. In to bo tudi osnovna, bom rekel, želja in pa tudi odločitev, takrat, ko bomo to pogodbo podpisovali. Detaljni, kdaj lahko mi prekinemo, mi lahko prekinemo brez vas. Občinskega sveta ne more biti dobene spremembe, tako da to ste lahko mirni. Zakaj bi zdaj recimo koncesionar ali pa župan, še posebej brez veze, sam nekaj izsiljeval, skratka cena, ki je zdaj določena, ki je na teh položnicah, je prvi vrsti, da zdaj, ko sem pri besedi, za 10% približno više za nas tiste, ki imamo že odvajanje čiščenja komunalnih voda, za tiste, ki je pa gospod Fras povedal, je pa nižja za 16%, tako da to je ravno narobe. Se pravi, tisti, ki imajo, nimajo, sedaj imajo z temi greznicami, bojo zdaj imeli manj. Tada gre se pa pač nekaj enota, so 5000 kubikov oziroma 5 kubikov so računali, mi smo pa rekli, da je boljše za občane, da dobijo položnico vsak mesec, da se to pa razdeli nekaj strošek. Tako da koncesijska pogodba, ki bo podpisana, bo sigurno, kar se tega tiče, dodatno pregledana z nekih pravnih inštitutov, tudi ko smo imeli razpisano dokumentacijo, smo imeli najetega inštitut za javno pravo, tako da je, glejte, ta gospod, ki je to vodil, ima izkušnje komisijo, ki sem jo jaz izbral, se je delala po teh detaljih, jaz osebno nisem sodeloval, ker tudi niti noče sodelovati. Skratka, komisija je bila strokovna in do sedaj ne vidim nobenih problemov v zvezi z elaboratom in potem posledično to naprej, ko bomo podpisali koncesijsko pogodbo. Vsaka sprememba cen, ki so sestavni del elaborata in tudi koncesijske pogodbe, bo pa občinski svet potrjeval tako ali drugače, tako da nobene bojazni, da bi občinska uprava ali pa nekdo tretji, četrti spreminjal cen ali pa sami koncesionar. Skratka, jaz ne vidim tu nobenih problemov, bom pa se vsekakor pozanimal, preko se bo pogodba podpisala, tisti sestavni del, ki je bil sigurno, pa ni definirano, da se sedaj malo spomnim nazaj, ni definirano rok ali 10 do 20 let, se pravi, da to je še vse odprto. Bilo je v naših razpisnih dokumentacijah zaželeno, oziroma smo zahtevali, da mora bodoči koncesionar predlagati, kdaj bo lahko vlagal v širitev naše mreže in kakšen obdobje bo to vlagal. To je zdaj stališče bojo, če se spomni, 1 milijon smo rekli, potem smo šli malo na manj, ampak skratka, cilj je skupaj koncesionarjem, da mi v roku 2 let razširimo to našo mrežo do te faze, kar je sedaj mogoče. Vsi ostali, konstantno se bo pa jasno, se bo pa odvijalo priklapljanje, vse to, ko se bajta zgradi, se bo priklapljalo. Zdaj pa gremo v izogib vsemu, smo pa ravno iz tega, ko je bilo reči, kdo je pošten, občina je sigurno želi, da smo pošteni do vseh ljudi v občini Selnice ob Dravi, se pravi vsi, ki imajo greznice, ki nimajo greznic, imajo odvajanje, imajo čiščenje, skratka do tistih, ki imajo male čistilne naprave. Osnovna razlika med malimi čistilnimi napravami pa tisti, ki imajo samo greznice, je to, da imajo večjo stopnjo obdelave in zato manjši davek plačajo oziroma takso in v bistvu smo mi porazdelili skupne stroške na vse občane in da ne bojo plačali enkrat 140 evrov ali pa 200 evrov na praznjene greznice, je pač nekaj merilo, ki piše, da pač mora v teh letih sprazniti. Ta uredba velja od 31. marca 2014 in Selnice ob Dravi je takrat edina upoštevala. Marsikaj občine je ni in se pravi ni dolžnika, ni sodnika. Mi smo se tega držali, tako da v bodoče bomo tudi poskušali vsem tem zakonom slediti. In jaz sem prepričan, da je za občane in pa za uporabnike bolj prav, da plačujejo malo in vsak mesec, ne glede na to, kdaj bo sprazno greznico. Ampak dejstvo je v tem, da eden bo zdaj takoj spraznen, če bo poklical, bo prej spraznen, pa bo zopet stopil v vrsto za naslednjih 36 mesecev. In to mislim, da je pravilno, da tudi vsi, ki smo v Selnici, imamo neko enako obremenitev. Dejstvo pa je, tisti, ki pa ima greznico, pa čistilno napravo, ne plača ničesar za odvajanje. To je osnovni povej. Se pravi, plača pa čistinja, tako kot vsi ostali, ki imamo to čiščenje. Tako da za meteorno vodo ste pa to sami videli, da občina vse pokriva. Torej, kar se tega tiče, ko je gospod Šteger se poglobil v ta elaborat, je tudi mogoče to, glede na to, da se je poglobil že prej, se je v samem poteku razpisne dokumentacije večkrat bilo tudi me vprašal osebno, pa nisem točno vedel, skratka, se je skozi zanimal za ta potek, tako da je pametno, da je to pač iznesel, ampak vsekakor za mene, za občino, za uporabnike je pomembno, koliko je na položnici. In če ste videli, v vseh drugih občinah piše, da občina subvencionira 24 evrov. To je samomor.
To morate nekaj vedeti. Zdaj tisti, ki govori, da s tem koristi občanom in občankam, ravno narobe. To ti dela katastrofo dolgoročno. Se pravi, mi moramo skrbeti z minimalnimi stroški, da bomo obdržali sistem pri življenju. Vse ne moramo zdaj reči, da bomo pa občino vse dali. Po drugi strani pa ni denarja v prihodke v proračun. Tako da verjamete mi, da občinska uprava, župan, tudi občinski svet, se temi sklepi, ki jih pač večkrat mi date veljav, da jih skozi spravimo in večinoma ste jih potrdili, kar se vam zahvaljujem v zadnjih 10 letih, v veliki večini, ampak lejte, delamo pošteno, strokovno in predvsem to, da sredstva, ki jih imamo na razpolago, čim bolj racionalno razdelimo. Ne moramo zdaj mi iz nič vlagati. Kaj bomo vlagali? In vsak po zakonu je pa zdaj tako, da mora povzročitelj pokriti tako pri odvajanju, tako pri snagi, tako pri vodovodu. Se pravi, vsi morajo pokriti, kaj so naredili. In žal, tako je. Občina pa pri naših zgodbah res, morate verjeti, tisti, ki so zdaj dobili obvestila, plačujejo 16% manj. In še razdelimo jih na 36 mesecev. Pa boste videli naslednja točka. Zopet se nanaša na tudi našo komunalo, bomo omogočili občanom, da lahko plačajo na obroke. Skratka, mi gremo na vseh frontah nasproti, ampak nekje se pa konča. In vsekakor, to je za mene demagoško, ali pa ni za beden vodu firme, ne moreš ti, pa doma, ustvarjati z nič. Ne gre. Se pravi, treba je pogledati, kakšna je situacija, čim manj obremeniti ljudi, ampak do nule pa ne gre. Kjer bo razumel. Mi obremenimo našo investicijo, evropska sredstva ne bo plačal doben občan nič. Se pravi, kar so bila sredstva nepovratna, ne bo nas dobenega premenil niti ne pri tem komunalnem prispevku. Komunalni prispevek je isto sestavni del te naše zgodbe. Ampak ta prispevek je isto bil dokazano med najnižjimi. In tudi tam smo šli na to mejo, ki je še po logiki pa po stroki izvedljiva. Manj se ne da. Potem je boljše, da nič ne delamo. Se pravi, da rečemo, da gremo nasproti občanom, pa si sami sebi zategujemo vrat. Vse to tudi ne gre. Se pravi, da moja naloga kot župana občinske uprave in stroke je, da pošteno, enakomerno izvajamo to našo službo, ki smo pač zadolženi. Tako da jaz sem prepričan in tudi pričakujem, da boste svetniki potrdili ta elaborat in da bomo tudi preko koalicijsko pogodbo podpisali, verjamete mi, da bomo še tudi pravno, kaj je gospod Slivnak iznesel, se prepričal, kje so te zgodbe, ki bi lahko občino kot takšno zavedle. Druga stvar pa je, brez spremembe bilo česa ste vi tisti, ki dajete plus ali minus oziroma potrebujete ali pa ne potrebujete. Tako da, to je nasplošno. Prosim še, da poveš, katera je naslednja faza širitve obrežja. Tako, kot sem prej povedal, in to bomo mi v koncesijski pogodbi, bomo v nadaljevanju z koncesionarjem dogovorili sistem razširitve. In glede na obstoječo situacijo, mi lahko širimo proti Čerešnjevcu, Ranhofu, Fale in to imamo eno varianto, to imamo tudi zdaj, imamo naročene razvojne idejne projekte in bomo v sklopu, kot sem že prej povedal, mogoče niste slišali, v roku 2 do 3 let imamo s koncesionarjem zadan cilj, da te aglomeracije, ki so možne preklopiti, v teh letih tudi preklopimo postopoma. Istočasno pa, kot smo rekli, nekatere hiše v Selnici oziroma pa ne bodo nikoli preklopljene na čistilno napravo, ker so predaleč. Tisto bomo zmeraj vršili odvajanje čiščenja grežičnega blata z odvozi. In zato recimo je zelo pomembno, da dolgoročno razdelimo stroške na vse občane in tudi sedaj tisti, ki nimajo, že imajo zdaj gor, plačujejo takso. Tako? Vsi plačujete takso, tisti, ki nimate te vodovode. Eni plačujejo, mislim, da okrog 6-7 evrov, 8 evrov, skratka, ta cifra, ki zdaj gor piše na mesec, je samo dodana in vsota je zmanjšana za 16% obstoječih stroškov, ki jih imajo sedaj. Se pravi, Nigrad je vam poslal praznjenje greznic 25. novembra, pa ste spraznili 1 kubik ali 2 kubika, pa če je to peljal. In bolj so se ljudje so malo bunili, enemu je peljal 5 kubikov, enemu 3 kubike. Mi smo računali poprečno, tako kot po zakonu piše, 5 kubikov v roku 3 let. To se pravi, to je približno kubik pa pol na leto, pa bom rekel, v nekem poprečju ustvari vsak. Vsekakor bo znotraj kdo, ki bo več ali pa manj, se strinjam, ampak mi, ko hočemo prikazati neko tabelo, moramo vedeti, da moramo izhajati iz nekega izračuna, ki bo za vse približno enak. Ko bomo pa rekli za gospoda Lepa, pa onega bomo pa začunali. Tam pa je potem jasno, vsak posameznik bo imel pa svojo zgodbo, ampak ne bo pa veliko odstopov. Plačali bomo vsi enako omrežnino za čiščenje, kjer imamo odvajanje, pa še za odvajanje bomo enako plačali.
Tisti, ki imajo pa kritični vlatek, bojo plačali pa manj kot tisti, ki imamo odvajanje čiščenja komunalnih voda. Moja položnica, zdaj recimo plačam 32 evrov, pa enkrat sem to že povedal na televiziji, pa eden potem klical, je pa rekel, da se veliko hodi na WC, ne. Ampak se je smejal, pa lete, se strinjam. To ni važno, ampak recimo take, potem imaš klice, ker moja številka je pač javna. Super, ne, bravo. In takih ljudje, ko so zato pa pravim, vi morate vedeti, jaz sem odgovoren za celo občino, ne za posameznike, ki izkačujejo, ne. Ja, če imate vi imamo tok vode, imamo recimo 6 ljudi v familiji, imamo veliko otrok, jasno, da se veliko vode porabi. Zato plačajo lepi uri 32 evrov, odvajanje čiste komunalne voda. Drugi bojo plačali pa 20 evrov, ali pa 10 evrov. Zato pravim, da važno je, 10 kubikov je izračun. In tu izhajamo, ne. Tako da vsaka druga zgodba je zavajanje javnosti in pa zavajanje posameznika, skratka, občina smo pa odgovorni in mislim, da moramo delati v smislu, da stvari izpeljemo, tako da vse dobro. Želi še gospod direktor nekaj dodati, gospod Siter? Jaz bi mogoče aplicira na gospoda Slivnaka. Ja, koncesijska pogodba je res nek krovni akt, po katerem se javna gospodarska služba izvaja. Moram reči, da smo pri nam najmanj pozornosti posvetili tej. In sicer, seveda, koncesijsko pogodbo je vedno možno razrediti, kolikor je v nekem javnem interesu. Ampak mislim, da so neke bistvene postavke tukaj. Ne? Mi smo se bolj ukvarjali z ponudbo, kot z samo koncesijsko pogodbo. In jaz mislim, da smo z tem elaboratom, ki je na nek način vezan na ponudbo, dosegli to, da smo razporedili cene, da smo dosegli to, da smo, seveda, bili smo izbrani na javnem razpisu, kar pomeni, da smo bili cenejši od nekoga. In če gledamo, ne vem, naš celoten strošek z odvozom grezničnih gošč in malih komunalnih čistilnih naprav, z stroškom vzdrževanja omrežja in pa čistilne naprave je bil naš strošek na koncu 138 tisoč evrov, medtem ko od Nigrada je bil 256 tisoč evrov. In te cene, ki jih danes upam, da jih bomo sprejeli, seveda vsako leto jih bomo preverjali na občinskem svetu in jih potrjevali, in vkolikor bomo mi našo službo upravljali slabo, potem boste nas vi vsako leto presojali, ali si zaslužimo zvišanje cene, ali so te zvišanje cene potrebne. In pa mogoče bi še en vidik postavil. V razpisni dokumentaciji je bilo, se pravi, zaželjeno oziroma definirano, da je potrebno, da mora bodoči koncesionar v omrežje vložiti 1 milijon evrov v naslednjih. In jaz morda bi rekel to, sicer ne vem, kako bi ostali ponudniki, to ni mala vsota. In tukaj, tako kot ste omenili, ja, imamo tujega lastnika, ki je bil pripravljen vložiti v to omrežje in je tudi ponudil najnižjo obrestno mero, kar pomeni, vkolikor bomo to izvedli po najnižji obrestni meri, kar pomeni, da bomo zopet manj obremenili občino. In ja, jaz upam, da te koncesijske pogodbe, vkolikor bo podpisana, ne bomo, Bog ne daj, da bi jo razdrli, ampak da bomo kvalitetno izvajali. Naš namen je, da ne samo, da ne vem, nekaj zaračunavamo, ampak da bomo tudi, ne vem, konstantno prisotni, da bomo drugačni od koncesionarjev. Nenazadnje je tudi tu referenca za druge občine. Zdaj je več ali manj v teh okoliških občinah to izvajalo pač to mariborsko javno podjetje, jaz upam, da bomo drugačni, boljši, da bomo neko drugo zgodbo nastavili, da bo tudi ostale občine sledile. Tako da, hvala. Hvala. Gospod Kolet, da še mogoče zaključimo z gospodom Koletnikom to, pa potem nadaljujemo. Hvala lepa. Mogoče še samo ena refleksija. Veste, ni vedno vprašanje občinskega problema, včasih vprašanje pri koncesionarju. To, kar ste vi, gospod Slivnjak, izpostavil, je realen problem. Čisto običajna praksa koncesijskih pogodb je člen, ki govori o tem, da se v javnem interesu lahko pogodba vedno odpove, brez finančnih posledic za katerakoli stran. Razdre, pardon.
Učinek na koncu enak, pomembno je, da finančnih učinkov ni. Čist za primer, zakaj sem se zdaj zelo vključil, je primer koncesije odvajanja in čiščenja v občini Duplek, kjer je bila koncesija podpisana, kjer je izvajalec Nigrad ugotovil po 2 mesecih izvajanja, da cene, ki so bile sprejete, ne zadoščajo, kjer je ugotovil oziroma že vnaprej vedel, slučajno sem še vedel rad zraven, da je občinski svet spregledal, ko je potrjeval, da je sama omrežnina za odvajanje 22 evrov, pa za čiščenje 11 evrov in da so ljudje brez, da so imeli 1 kubični meter vode porabljeni, imeli 33 evrov na položnici, plus DDV. In ker te omrežnine niso spustili, da bi se zaračunala, je koncesionar odstopil od pogodbe. Tako da je tu tisti javni interes vedno zaščiten in je bolj zaščiten javni del, kot pa je zaščiten koncesionar. Koncedent ima večje varovanje. In tudi mislim, da ima tam kolegi, ker je bilo, kot ste vi sam rekel, osnutek pogodbe seveda je bil tudi v del razpisne dokumentacije. Zdaj ne vem na pamet, v katerih členih, ampak dejansko so tudi opredeljeni pogoji za razdor pogodbe pa za odstop od pogodbe. Hvala. Članica komisije za izbor koncesionarja, gospod Krušovnik, želi še odgovoriti. Danes ni bil predmet razprave, ni bila koncesijska pogodba, zato nas je gospod Slivnjak mogoče zelo to malo nepripravljene, ampak vsak nasvet, bom rekla, je dobrodošel, sploh bom rekla od nekoga, ki je iz stroke. S kolegom Lamprechtom sva pogledala zdaj med razpravo vzorec koncesijske pogodbe, ki je bil del razpisne dokumentacije. Naj povem še to, da nas je bilo 5 članov komisije in pa imeli smo tudi zunanjega svetovalca pravne stroke, tako da verjamem, da je ta osnutek pogodbe tak, kot mora biti. Po mojem laičnem pregledu pa vidim, da je v njem definirano v bistvu vse, od spremenjenih okoliščin do odstopa, sporazumne razveze, odkupa, odvzema, vse kršitve so določene, mnogo stvari je navedenih v zvezi s tem, tako da mislim, da imamo kar nekaj možnosti, da odstopimo od koncesije brez finančnih posledic. Hvala lepa. Hvala. Razprava še poteka. Gospod Šteger, replika na? Na gospod Krušovnik? Na bodočega koncesionarja. Torej zdaj, jaz bom kar prebral 9. člen elaborata, 4. alinejo. Elaborat vsebuje primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katere se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih. Torej, vi boste izvajali tudi storitev javne službe v povezavi z čiščenjem teh greznic in boste izvajali storitev javne službe odvajanja komunalne vode. Tako? Do vsem se strinjamo. In bom hitro končal, ravno kar. In za te 2 postavki primerljivih območij ne navajate, gre sicer za malo stvar, gre pa za gledano na celotni postopek za zelo pomembno stvar. Hvala lepa. Ni odgovora. Nisem dobro razumela. Nismo razumeli. Jaz razumem, Če ste razumeli, koletnik, prosim povedati. Glede, tudi ko vidite v zadnjem stavku, navajamo, glede na to, da so določene postavke bile samo v 29 občinah potrjene, so postavke neprimerljive, so narejena primerjava obračunskih in potrjenih cen storitev za tiste postavke, ki so med občinami najbolj reprezentativne in primerljive. Ker sam zakon sicer je obvezna služba tudi odvoz greznic, kot ste sam povedal, definitivno je, vendar je ravno zaradi te primerljivosti in z različnih neusklajenosti v skladu z metodologijo stvar bila neprimerljiva. Hvala. Počasi zaključujemo razpravo, imam pa še sama en predlog, bolj praktične narave. In sicer predlagam, da v naslednjih letih občina sama ali skupaj z bodočim koncesionarjem
vsaj delno subvencionira naložbe gospodinjstev v nabavo zbiralnikov padavinske vode. S tem bi se zmanjšala morda količina odpadne vode, hkrati pa bi bili bolje pripravljeni na podnebne spremembe z uporabo deževnice, ker letos smo bili priča kar nekaj primerov, ko je padavinska voda zalila greznice in povzročila poplave. Tu najbrž ne bo kakega odgovora, ampak... Ne bo, tu lahko jaz. Glede na to, da bi pač prosto to vzemo upoštevali in bi dali pod pobude, ker če ste prej obali, jaz sem že v vodo, sem že povedal, ne? Zdaj pričakujemo, da bo se ljudje, ki se zdaj imajo mešano kanalizacijo, pač po svojih močeh izdelovali peskolove ali pa vodili meteorno vodo od streh v potok. 2005. leta je bil pač taki zakon, od takrat naprej se več nisem mogel dobiti priklopiti na kanalizacijo, ko je, če je imel od strehe speljano. Tam recimo, konkretno v tej ulici, ko pač živim, to lahko pač povem, jaz leta 90 in sem pač imel možnosti, sem se priklopil na meteorno, sem lahko speljal v potok. Sosed ni imel potoka in speljal si je skomo peskolov. Se pravi, do leta 2005 so pa vsi ljudje od strehe vsi šibali v kanale za staro čistilno napravo, ki je zdaj pač bo šla v zgodovinsko, ampak glejte, ona je svoje upravljala in je mešana. Zato tudi sem prej vedel, da bomo občina skrbela in tudi poskrbela, da bo pomagala pri rešitvi teh problemov, dolgoročno pa vemo, da na novo pa tako ne moramo. Se pravi, zdaj imamo približno 400 hiš preklopljenih z mešano fekalno in meteorno kanalizacijo in če bomo od teh spravili 20 do 30% vode v nekaj letih drugam ne v čistilno napravo, bo tudi strošek odvajanja in čiščenja meteorne vode manjši. Kot je bilo rečeno že, strošek se z amortizacijo, se pravi z leti, se zvišuje amortizacija, čim več preklopov bo, se zmanjšuje odvajanje čiščenja stroška. Tako se pravi, to sta dve postavke, ki v ekonomskem izračunu ali pa v pogledu na svet se nasprotujeta. Ni zmeraj, čim več je preklopljeno, več moraš amortizirati. Čim več je preklopljeno, manj košta strošek odvajanja čiščenja. Tako da to je veliko, s tem se ukvarjam že 10 let, pa še zmeraj vidim, da marsikaj, ne vem, ne znam razložiti, ker pač imate zmeraj nova vprašanja. Skratka, verjamete mi, kanalizacija v občini Selnica ob Dravi bo v prihodnosti lahko tudi vzorčni model, ali pa recimo ena izmed boljših, kako dolgo pač bo. Mi smo pa drugili tudi s koncesionarjem, ki je zdaj prvi v Sloveniji, ni bo imel interesa, da bo sam delal vse v slabo. To morate vedeti. Ne? In tudi, dokler ni bil izbran, niste bila doben gospod pri nas na občini, komisija je svojo upravila, zato recimo je komisija je prav, da se oglasila, niti nisem vedel, da ste tu in točno je prav, da se oglasila in da tudi in zavod, ki je bil služba, ki je nas to usmerjala. Vete, če pa ne zaupaš enim odvetnikom, te pa tako ni smisla, da se sploh kaj ukvarjaš. Tako da verjamete in vam garantiram, da delamo pošteno in pa da bo tudi odvajanje čiščenje teklo tako, kot mora. Ne? Hvala. S tem je, mislim, da razprava zaključena in dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o sprejetju elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Selnica ob Dravi. Kdo je za tak sklep? Prosim. Gospod Slivnjak, razložitev glasu. Elaborat je dobro pripravljen in vsekakor ga bom podprl. Verjetno ste nekateri drugi pa ne razumeli, da gre za bistveno povezavo med koncesijsko pogodbo in pa med samim elaboratom. In zato sem dal predlog. Predlog je bil podan občinski upravi. Bil je podan v javnem interesu, ne v mojem osebnem interesu. In kljub temu, da je bila pregledana strani občinske uprave zadevna dokumentacija, je to vsekakor premalo. Na drugi strani je bodoči koncesionar povedal, da je mogoče od pogodbe odstopiti v primeru javnega interesa. Pa ni temu tako, ker to ne gre enostavno in to verjetno tudi dobro veste, da o tem presoja sodišče.
In zato sem predlagal in še vedno predlagam, da se takšna dikcija, ki onemogoča abnormno znižanje cen brez potrditve občinskega sveta in posledično visoko subvencijo, ki jo je občina dolžna plačati na podlagi zakona, inkorporira v pogodbo. To pa je tudi vse. Spet samo priporočilo. Bom pa glasoval za. Še kakšna obrazložitev glasu? Če ne, potem prosim, da glasujemo za prej prebrani sklep. Kdo se z njim strinja, prosim, da z dvigom roke trdi. 12 za. 12 za, proti. Ni glasoval. Nihče proti, eden ni glasoval. S tem je ta elaborat potrjen in čestitam koncesionarju.